Ogromna vrata. Srednja Lipševa vrata, tudi čudovita, s prekrasnim razgledom. No, drugače pa poznate tega fanta, ne? V naravo, kanal v naravo. Družba z vrha! Top grebenska tura. Izvir železove vode oziroma izvir kisle vode. Lepo pozdravljeni v Raju na zemlji. Danes je pa Raj na zemlji prvič obiskal tudi Štajersko, in sicer nahajamo se na Solčavski panoramski cesti in gremo obiskat Olševo, ampak po eni taki malo bolj neobičajni poti, in sicer se gremo gledati ene zanimive skalne odprtine, ki se imenuje Lipševa vrata. To je sicer že v Avstriji. Potem pa z Lipševih vrat na vrh Olševe in nazaj mimo Potočke Zijalke spet do te panoramske ceste. Parkirali smo pri kmetiji Rogar. 3 udeleženci. Klemen, ga že poznate? Ja. Grega, Majo pa tudi poznate. Gremo pa tamle gor na Olševo. Prelep razgled na Kamniško-Savinjske Alpe. Spodaj kmetija Rogar, nad kmetijo pa v sredini Brana, levo Planjava, vmes pa Kamniško sedlo. Smo na meji med Slovenijo in Avstrijo. V daljavi se vidi greben naše Košute. Zdaj gremo skozi po mejnem grebenu, potem pa zavijemo levo na avstrijsko stran proti Lipševim vratom. Prišli smo na prvo razpotje. Tukaj imamo kažipote, pravi Potočka Zijalka 15 minut, Olševa uro pa pol, Obolkamen 1 uro v desno. Mi pa zdaj zavijemo v levo na avstrijsko stran proti Lipševim vratom. Evo, razgledi pa fenomenalni. Kamniško-Savinjske Alpe. Prihajamo v bližino Lipševih vrat oziroma po avstrijsko Felsentore. Sicer so pa to taka 3 velika apreniška okna. Na avstrijski strani Olševe, se pravi na njenem severozahodnem grebenu. Poglejte si to čudo. Ogromna vrata. Lepo. Ogromen obok, okrog 40 metrov višine vrat. Ena največjih tukaj okoli. Smo pri velikih Lipševih vratih. Družba na velikih Lipševih vratih. Takšna čudovita ostenja na zahodni Olševi in pa pogled na velika vrata. To je samo kakih 500 metrov zračne razdalje od slovenske meje, se pa na avstrijski strani. Skozi vrata na drugo stran in pa pogled proti Celovški kotlini. Tako izgleda Felsentore. Pogled na velika in mala Lipševa vrata iz dron posnetka. Srednja Lipševa vrata se pa skrivajo obema vratima.
Prihajamo do naslednjih Lipševih vrat. Srednja Lipševa vrata, tukaj se kar strmo teren spušča v dolino. Tamle nad nami so pa velika Lipševa vrata. Zdaj se pa sprehodimo še do malih Lipševih vrat. Tudi čudovita, s prekrasnim razgledom na Avstrijo. Prekrasno. Evo, Klemen uživa na malih Lipševih vratih. No, evo, takole se pa nese psa na težjem delu, med zajlami. Tam ni pes. Je kužek. No, drugače pa poznate tega fanta, ne? V naravo, kanal v naravo. Živo, živo. Evo, končno na soncu. Danes malo pogreje. Wow, kje razgled. Evo, razgled pa čudovit. Evo, spodaj cerkvica Svetega Duha. In pa razgled Logarska dolina, Matkov kot in pa seveda Kamniške Alpe. Tam pa greben, najdaljši greben v Sloveniji, greben Košute. To razgleda youtubersko vloganje od zadaj. Kanal v naravo. Ja, še pozabil sem povedati, tisto je pa seveda mogočna Raduha. Mi gremo pa sedaj naprej po tem grebenu. Evo, družba z vrha! Gremo pa še do vrha Govce. Tukaj, pri tem majhnem kamnu, smo v bistvu na tromeji 3 pokrajin. In sicer pokrajina, slovenska pokrajina Štajerska, potem slovenska Koroška in pa avstrijska Koroška. To je zadnji mejni kamen v predvrhu Govce, v predvrhu Olševe. Tako da je spet ena taka zanimivost. Poglejte, kakšne zaplate brusnic. Probajmo. Kakšna lepa panoramska pot skozi po grebenu, razgledi fantastični, res oprano nebo po dežju. Top grebenska tura. Evo, s pogledom v Logarsko dolino in pa Matkov kot ter proti Raduhi. Znova se odpirajo lepi razgledi. Isto je pa vrh, najvišji vrh Olševe, Govca. Gremo proti jugu, velika zelenica, potem naprej Ojstrica, Planjava, Kamniško sedlo, Brana, Turska gora, potem naprej Rinke, Skuta, proti Grintovcu, Storžič, v daljavi Julijske Alpe, s Triglavom, potem greben Košute, Obir, proti severu, Peca in pa
naš najbližji vrh Govca v pogorju Olševe ter Raduha. Tale dolina je pa Zgornja Savinjska dolina s Solčavo. Družba ni nam hudga, ne? Uživamo. Uživamo. Pihate nekaj. No, to. Kanal v naravo. Prehajamo se mimo takih zanimivih apnenčastih stolpov. Prav zanimive skalne formacije. Tukaj, če pogledamo proti avstrijski strani, pa vidimo tipično avstrijsko golosečno gospodarjenje. Pri nas je v Sloveniji tako gospodarjenje z gozdovi seveda prepovedano. V Avstriji je pa povsem drugačno zakonsko določeno, da je gospodarjenje golosečno. V tem pogledu gozdarskem smo si Slovenci in Avstrijci zelo različni. Prihajamo na najvišji vrh pogorja Olševe, to je vrh Govca na 1929 metrov. Dobrodošli na Govci. Evo, dobrodošli. Evo, vrh Govce. Olševa skriva mnogo naravnih znamenitosti. Eni izmed teh se tudi zdaj bližamo. To pa je seveda zelo znana potočka Zijalka. Se pravi, najprej smo videli tista zanimiva okna na avstrijski strani, no, na slovenski strani je pa tudi ena taka zelo zanimiva luknja, oziroma kar jama. To je pa, evo, že vidimo, potočka Zijalka. Ogromen spodmol. Mimo turistične kmetije pri Rogarju zaključujemo čudovit izlet na Olševi. Jaz upam, da vam je bil video všeč, zato se naročite na moj YouTube kanal Raj na zemlji in se vidimo v naslednjih doživetjih. Čau! Poti proti domu smo se ustavili še pri eni čudoviti naravni znamenitosti. To je pa izvir železove vode oziroma izvir kisle vode v Podolševi. To je res tak mineralni izvir, ki ima ogromno železa, tako da je voda zelo zdrava za pitje. Vse okoli rdeče, ogromno železa. Odlična.